Sponzor oddaje je Agrina. Dobra semena, dobra letina. Kje smo Slovenci danes kot cvetličarji? Slovenci zelo na visokem nivoju, zelo imamo tudi radi cvetje, smo veliki potrošniki, tudi Holandci nam to priznavajo. No, vidite, tukaj je pa že nekaj tistega, kar se v naravi najde. En primerek z dvema cvetnima lističema. To je pa ta del oziroma veja, ki smo jo jeseni odrezali. Ta veja se je že dobro zasušila. Dober dan. Jaz bi pa lepo prosil en šopek za mojo ljubljeno osebo, danes kaj glih Valentinovo. Pa sem prišel do vas, da mi pač lahko, če mi lahko pomagate, lepo prosim. Jaz zdaj lahko dam rdečo vrtnico, če ste bolj klasik, mogoče kaj bolj modernega. Ne, jaz bi rad neki. Tako so v Cvetju Eli predvsem možje in fantje pred nekaj dnevi kupovali cvet ali šopek za svoje ljubljene. Janja in drugi od skupaj 9 zaposlenih pa so jim ob izbiri svetovali, kako nadalje poskrbeti za oskrbo v vazi ali postavitev lončnice v prostoru. Cvetje Eli na Zaloški cesti v Ljubljani sta pred 40 leti odprla Dragutina in Janez Seliškar, cvetličarno pa poimenovala z delom priimka Eli. Smo dobili en kiosk 11 kvadratnih metrov. To je bil Mehtigov kiosk, takrat, ki je bil tudi v Ameriki nagrajen in velik dosežek slovenski. No in midva z ženo sva pripravljala ta kiosk, tistih na centimetre je bilo treba vse postaviti, kako bodo te stranke nas sprejele, kako bomo postregli. In prišel je zjutraj, po noči se je nekdo vračal, nek gospod, pol enih zjutraj in je vprašal, če lahko kje kupi eno lončnico. In si je izbral Anturium, ki smo ga ravno imeli na voljo, in ta je nam prinesel otvoritev v tej naši stroki. Pri Cvetju Eli flamingovce še vedno najdemo, kot rezano cvetje ali lončnice. V vazi se rezan cvet ohrani tudi 3 tedne, lončnica pa je med tistimi redkimi, ki jim ustrezajo naši praviloma pretopli prostori, če le ima dovolj vlage. Tako kot se je spreminjala in bogatila paleta ponujenih sort cvetja, so se tudi trendi okraševanja. Bilo je obdobje velikih pentel in celofana. To je prišlo največ iz Italije, razne mašne in te barve in rdeč celofan, ampak to je bilo trenutno, ampak to je šlo iz mode. In moram reči, da naši cvetličarji oziroma naša stroka zelo se je dvignila na visok nivo in smo poznani tudi v Evropi kot kvalitetni vezalci cvetja in obvladujemo nek stil kvalitete in znanja. Ker ste omenili že Evropo, pa malce Slovenijo, kje smo Slovenci danes kot cvetličarji? Slovenci zelo na visokem nivoju, zelo imamo tudi radi cvetje, smo veliki potrošniki, tudi Holandci nam to priznavajo in nas imajo na tem seznamu, da smo veliki potrošniki. In seveda mi se borimo pa za kvaliteto, ker oni včasih tudi radi bi nam kaj podtaknili, ampak to si ne dovolimo. Dober cvetličar zna spiralno dobro zvezati šopek. Ko enakomerno skrajšamo stebla, mora šopek samostojno stati na mizi ali posodi. Janez k temu še doda, da se tehnike vezanja mogoče naučiti. Čutenje za barve in kompozicijo pa je položeno v zibelko. Največja učiteljica je narava. Jaz mislim, da najlepša roža je v tistem času, ki v naravi cvete. To se pravi, tulipani so spomlad. Recimo za 1. november mi to nekako ne gre. Mesec nazaj smo imeli poročni šopek iz šmarnic. To je vse možno danes dobiti, so zelo drage in smo naredili krasen šopek poročni iz šmarnic. Ampak se mi zdi, šmarnic pa še šmarnice v maj. Maja se mi zdi so najlepše, ali pa potonke junija in tako naprej, in perunike in tako naprej. Da v tistem obdobju narediš lep šopek, se mi zdi, da te kar dvigne. Je treba tudi barve prilagajati letnemu času ali pa so kakšni trendi, ki prevladajo v določenem letu ali obdobju? Božični čas, novoletni čas ima svoje barve. Pomladni je pa že bolj kolorit pisanega cvetja oziroma pastelov, nežnih barv in to je pravzaprav umetnost sestavljanja šopkov, je pravo razmerje po barvah za lepo sestavo, da ne nastane kiča.
Svoje znanje sta Janez in Dragutina skrbno prenašala na svoje zaposlene, tudi tiste, ki so pri njih ostali krajši čas. Skupaj so kar 9-krat osvojili naslov državnih cvetličarskih prvakov. S cvetjem krasijo številne državne prostore in prireditve. Tudi zato, ker verjamejo, da so rastline preprosto del nas. Vse te formirane rastline naredijo v prostoru več kakos pohištva in tudi daje nam življenje. Dobro se počutimo. Če tega nimamo, jaz pravim, da je hiša prazna. Tako, če ni otrok, če ni živali, se mi zdi, da je to vse povezano. Petje, to vse mora biti z nami, nas mora spremljati. In največji izziv nam je, da dobimo rastlino, ker je povratna informacija čim močnejša. Pri tej orokari, koliko recimo je stara, kaj vas je navdušilo pri tem drevescu? Največ forma, ta oblika, ne, in skromnost pri zalivanju, če ji dajemo dosti lepih pogojev, to se pravi, da ima kakor toliko svetlobo, ni nujno direktno sonce. Zato tudi stranko hočemo izvleči vedno več informacij, kje je, kaj nudimo. In pol so pa tudi manjše rastlince za pozornost. Zdaj smo tudi odkrili tele manjše variante, ker so pravzaprav treba jih je samo za vlago v enem prostoru, tudi več manjših rastlin, ker če v enem prostoru damo eno veliko rastlino, pa sam ta je tudi fajn, če je kaj manjšega, ne, da nekje dopolnjuješ en prostor. No in tole je prav nekaj posebnega, v takole stekleni posodi, rastlina, ki živi v polževi hiški. Polževi hiški mi to pravzaprav samo vzamemo, je zelo enostavno, jo vzamemo ven, dvignemo in jo namočimo v vodo. In to je nekje za en teden dovolj, ne. Dovolj, to se potunka, lepo vodo in lepo rastlino oddamo nazaj, jo postavimo in ta rastlinca živi. Kar pa preraste, se pa obstriže, pa oblikuje. In je vedno nekje, kaj se vem, zanimiva. Vselej zanimive so tudi orhideje. Dragutina pove, da te v prostor vnašajo cvetove. Ti dopolnjujejo zelenost listov in stebel drugih rastlin. Razmerje med zelenjem in cvetovi v prostoru pa naj bo v ravnovesju. Kako cveti ta želvovka, tokrat nismo izvedeli. Rastlina pa je kljub temu zanimiva. To je pa želvovka, mi ji rečemo želvovka, ker ima prav to je nadzemni plod, ona je popenjavka, zelo hvaležna, prenese nizke temperature, pa nekje do 22 do 25 stopinj. Ljudje teh rastlin pravzaprav ne poznajo zelo dobro, so pa zelo, zelo trpežne. In popenja se vedno nekje, zato ima tudi oporo, drugače pa če nas to moti, pa mirno lahko odstrižemo. Tako da je vedno najbolj zanimiva je ta njena forma. Zdaj starejša je večja, to so rastline, ki so tudi premera 70 do 80, prava želva je to. In kje zalivamo te rastline? Zelo skromno, ker ona ima v sebi, v tej buli, ogromno zadržuje vode. Tako da res je treba paziti, rajbolj skromno, kakor preveč. Zalivamo pa verjetno ne po tem zgornjem delu, ampak nekako vedno nekje v obrobu te rastlince, ne potipaš, če je popolnoma suha, mora biti poprosta zemlja, takrat se to zalije. Če pa kakšen okrasen lonec, moramo biti vedno previdni, da v tem loncu ne ostaja voda, ker s tem začne koreninski sistem gniti, ne, in to je pravzaprav pri vsaki rastlini, kar dobrodošlo vedeti, ne. In čeprav vam bodo pri cvetju Eli vselej predstavili kakšno novo rastlino ali sorto, so Janezu poleg nageljnov najbolj pri srcu sramežljivi znanilci pomladi. Me dostikrat vpraša, kje rože so vam pa všeč, jaz imam naraj zvončke. Ne? In ta zvonček je zdajle, ki je ta mraz, že kukajo zvončki in prvi zvončki se vidijo in to je pravzaprav prva roža po snegu, po mrazu. Ne? In to je pravzaprav ena nova energija, novo življenje. In ta zvonček, zakaj se on trese, ki gledate, oni se tresejo in v bistvu cela planjava zvončka in vsi se tresejo, ker je veter, on je v srajčki in ga zebe. S kolikšno raznolikostjo se še po zimi, ko na travnike in robove gozdov posije sonce, baha navadni mali zvonček, dobro ve tudi Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta v Ljubljani, ki zvončke preučuje že več kot 10 let. Hkrati pa pove, da ti spadajo med prve cvetlice, ki jih je posadil na svoj vrt, še preden je vstopil v osnovno šolo.
Pri nas raste ena sama vrsta rodu navadnih zvončkov, toda njeni predstavniki nas presenečajo s pestrostjo oblik. No, vidite, tukaj je pa že nekaj tistega, kar se v naravi najde. En primerek z dvema cvetnima lističema, ki sicer lahko stabilen, lahko ni, običajno te stvari niso povsem stabilne, ampak običajno takega potem vzamem. Druge potem pustim na miru in pa naredim še en posnetek tako. Potem pa seveda to opišemo še v vrtu. Zvonček gre v vrečko. Malo zemlje, tukaj je ravno krtina, primerno. Tako da pač čim dlje časa ostane svež in potem ga tudi posadimo. Kaj noter se pa da še marsikaj drugega vedeti, so taki čist majhni cvetovi, potem so nekoliko večji s širšimi listi in pa seveda taki bolj običajni, tako da raznolikost je že hitro tukaj na enem metru se vidi. Ni pa povsod tako, nekje so te raznolikosti večje, nekje so pa manjše. Navadni mali zvonček je evropska rastlina. Najdemo ga od Pirenejev na zahodu do Pariza na severu, Ukrajine na vzhodu in Turčije ali njenega evropskega dela na jugu. Ker je Slovenija v središču tega evropskega območja, ne preseneča, da je tu razvil toliko oblik. In kakšen je značilen navadni mali zvonček? Tipičen tak navadni mali zvonček smo recimo te dva zelena lista, ki jih tukaj vidimo, ali pa tri, običajno sta dva, potem zraste v sredini tako cvetno stebelce z tem dvema ovršnjima listoma, ki sta nekako tako skupaj speta, in pa seveda potem cvetni listi, če jih imenujemo, pravilno so to perigonovi listi, zunanji krog, ki so daljši, običajno tako, da je notranji krog za 1/3 teh zunanjih 3 listov, tudi znotraj so 3 ti cvetni oziroma perigonovi listi, ki imajo seveda zelen vzorec, potem sta pa 2 kroga prašnikov in še plodnica, ki je podrasla, zopet tropredalasta plodnica in seveda ta glavca, ki jo tukaj vidimo, se potem razvije v plodno glavco. Je pa res, da ko zvonček rine na plano, sta tale ovršna lista v bistvu tista, ki ta popek ščitita in izgleda zvonček kot ena sulica, ki prebada sneg, led ali pa listje. Doktor Bavcon je zvončke, ki jih je s posebnim dovoljenjem nabral v naravi, presadil v lončke in postavil na raziskovalne gredice. Tu ugotavljajo, kako se je skozi leta ohranila posamezna oblika. Tukaj v tem lončku se vidi, da je pač ena taka manj stabilna oblika, ker vidite, tle so 3 rastline, vsaka nekoliko drugačna, recimo tla ima 5 teh cvetnih lističev vseh v zunanjem in notranjem krogu in enako, če bi prešteli prašnike, in je število 5, ta ima en dodatek, en malo večji listek, ta pa bo mogoče že povsem normalen cvetek. To kaže na to, da ta primerek, recimo, ki je v tem lončku, ni stabilen, ni zelo zanimiv recimo za razmnoževanje, vendar ga kljub vsemu pustimo še nekaj let, da pač ostaja tukaj in se potem vidi, v katero smer se recimo tak primerek da, a postane normalna oblika ali pa ohranja nekaj teh, bi rekel, posebnosti. Vendar ta je recimo manj vreden, manj zanimiv kot pa recimo nekateri drugi, kot je recimo tale, čeprav je ta čisto navaden, ker imamo tudi kakšne take čisto običajne oblike tukaj, ampak zaradi tega recimo notranjega tukaj vzorca se pa vidi, da so pač vsi enako oblikovani. In to je recimo tisto, kar potem nekaj lahko v lončku samem pove. Zvončki v raziskovalnih lončkih so primerno označeni. Na tablici je zapisano, kdaj in kje so jih našli. Krajevno oznako dodajo ponavadi tudi k imenu zvončka. Nekateri tako nosijo imena Nova Gorica, Ljubljana, Cerkno, Podsreda. Drugi so poimenovani po svoji obliki ali barvi. Rumenoglavi, zvezdica, čopek, srček ali sova. No, tukaj je že eden izmed takih malo bolj posebnih, ker vidite, da ima nad plodnico, ima še 2 taka dodatna bela lističa, ne samo te 2 ovršna lističa tukaj, in tako izgleda, kot da bi recimo v klešče bil noter vkleščen. Take stvari se najdejo tu in tam, če jih je nekaj več, so običajno stabilne, večinoma se pa to lahko dogaja samo 1 leto
ali dve, pa potem zgine. To je eden izmed takih primerov, ko vidite, da ohranja to stabilnost. Vidi se pa, da ni toliko dober, kot so recimo ostali, ki so recimo po 2-3 noter, ker se pač slabše se množijo ti. To so lastnosti običajno nekaterih takih posebnosti, da se potem slabše sami množijo. Zvončki se ne razlikujejo le po obliki ali velikosti cveta ter številu cvetov celotne rastline, temveč tudi po zgodnosti cvetenja, obliki in barvi plodnice ter podpornih listov, širini stebelnih listov in drugih lastnostih. Zunanji beli perigonovi listi, tako značilni za navadni mali zvonček, so lahko tudi zeleni. Če pogledamo zvonček, vidimo, da je v notranjem delu, ima tukaj nekaj zelenine v teh notranjih cvetnih lističih in ta zelenina se potem lahko prenese tale vzorec po vseh teh notranjih lističih. Tukaj je lahko recimo tako, kot je tukaj, potem so ti notranji cvetni lističi povsem zeleni, ali pa še na zunanje in seveda potem je tale obarvanost žil običajno bolj zelena, lahko pa ostaja tako, kot je tukaj, samo belo in tako, kot je recimo pri kroncah, ko je samo na robovih nekaj zelenine. Pa seveda še vse mogoče vmesne variante, recimo, ko je tale zelenina že mogoče malo bolj sinje-zeleno obarvana, tako, in to je pol tisto, kar daje to posebnost in vabo pri teh zelenih tipih zvončkov. Moram pa reči, da večinoma so to bolj stabilne različice v primerjavi z drugimi posebnostmi, kot je recimo tale, ki ima tle recimo teh 5 oziroma kar 2 cveta sta zraščena, siamski, to je relativno slabo stabilno. Pred 5 meseci smo pri Zvonetu Rovškov porezali močno poškodovanega monstroznega perujskega stebričarja, starega okrog 25 let. Zvone ga je pred dobrim letom sprejel v svojo zbirko, da bi preveril, ali ga je še mogoče rešiti. Številni vrhovi in stebla so se posušili, drugi so bili nagniti, na rastlini so bile tudi volnate uši. Uporabili bomo pinceto za odstranjevanje takih delov, ki se bodo dali odstraniti ročno, recimo tele, in pa sadne škarje za odstranjevanje teh večjih delov, katere bomo odstranjevali postopoma. To se pravi, vse, kar je olesenelega, bomo odrezali škarjami in odstranili. Pri tem pazimo, da se ne zbodemo in tudi delamo na tak način, da čim manj ustvarjamo vetra oziroma prepiha, namreč verjetno so tu notri še glivice, ki jih bo odneslo po rastlinjaku na druge rastline. Če je rastlina sama, potem ni problema, če je pa rastlina v rastlinjaku, moramo pa paziti tudi na to. Zdravo tkivo od olesenelega ločimo po mehkobi, namreč tisto, kar je že uničeno, kar je odmrlo, je mehko, čeprav v sredini olesenelo. Kar je zdravega tkiva, se bo upognilo, kot je recimo tale. Vidimo, da je zeleno tkivo na površini, to je verjetno do neke mere zdravo. Ta del bomo pa odrezali, ker je že suh. Tukaj vidimo, da je tkivo normalno zeleno, kar pomeni, da je kambi čist. Posušene dele odstranimo do zdravega tkiva, na gosto zraščene poganke pa zrečimo. Tega perujskega stebričarja je Zvone porezi razkužil še z raztopino varikine in pustil mirovati. Ta kaktus, ki smo ga jeseni obrezali in očistili posušenih vej, se lepo obnavlja, kar se vidi že na teh svežih novih odgankih na tem delu rastline, tako da se bo ta rastlina sčasoma opomogla in obrasla. Seveda bomo morda še kakšno vejo odrezali, tako da jo oblikujemo, ampak načeloma je rastlina uspešno rešena. Septembra smo v rastlinjaku opravili še delitev Euphorbie eritreje, rastline, ki hitro raste v višino. Ker vsebuje strupen mleček, je Zvone gornji del najprej privezal na ogrodje rastlinjaka. Takole, vrh te rastline bom privezal kar za tole cev, ki je sicer gibljiva, vendar bo ravno zadosti, da veja ne bo padla name.
Prvi del je zaključen. Biti moramo zelo previdni pri teh bodicah mlečkov, namreč so zavihani nazaj, tako da kamorkoli se poskušamo umakniti, se nam zaderejo še bolj globoko. Enako moramo biti previdni, kar se tiče obraza in rok, tako da se bomo dobro zaščitili in zaščitili bomo tudi samo rastlino. Namreč take rastline še nismo razrezali in ne vemo, kaj se bo zgodilo. Lahko ima olesenel srednji kambi in bo to rezanje precej težko. Druga stvar je, da se bo iz rastline izteklo precej mlečka, zato bom to rastlino zaščitil. Na spodnji del bom ovil s papirjem, pod rezom, tik pod rezom, tako da se bo mleček, ki bo iztekel iz rastline, ujel na sam papir. Sam sok rastline, kot sem omenil, je zelo nevaren in ne sme priti na sluznice, tako da si bom zaščitil tudi oči. Uporabil bom masko. Sam nož bom razkužil, kot pri rezu kaktusov. In najprej odrezal del rastline do kambija. Pri rezi sočnic iz rastlin izteka mleček. Ta rastlin nam zapira pore in jih ščiti pred okužbami, ki bi se lahko pojavile na ranjenih delih. Strupenost mlečka je odvisna od vrste sočnice. Nekateri pri stiku s kožo povzročajo le draženje in rdečico, drugi mehurje in opekline. Če zaide v oči, pri hudih alergijskih reakcijah lahko povzročijo slepitev. Vsa 4 rebra je Zvone najprej zarezal v obliki črke V. Sedaj bom odrezal še srednji del stržena, ki je očitno delno olesenel, tako, in pustil rastlino, oziroma ta del, da obvisi, dokler se samo mleko ne izcedi. Ta čas lahko oblikujem ta del, ki sem ga odrezal, s takimi delno prečnimi rezi, tako da lepo oblikujem zgornji del rastline. Pri rezanju moram paziti, da zaradi sile ne udarim po drugih kaktusih, ki so v okolici. Sedaj bom obrezal tudi del rastline, zgornji del, ki sem jo odrezal od matične. Orodje bo treba po uporabi umiti in rokavice zavreči, ker ta mleček, ki je ostal na rokavicah, je izredno toksičen. V tem primeru, ker se izloča toliko mlečka, te površine ne bo potrebno razkužiti. Sedaj samo počakamo, da se ves mleček izteče, osuši in nato ta del, ki je odrezan, postavimo nekam v senco za par tednov, nato pa po konci, da se ne skrivi, na pesek. Jeseni smo to veliko rastlino afriške Euphorbia eritrea odrezali in sedaj lahko pregledamo, kakšno je stanje te rastline. Kambi se je dobro zarastel, vendar je notranji del malce splesnil. To črno, kar je zgoraj, je plesen, vendar to ni nevarno. Ta rastlina se bo normalno obnovila in pričakujemo, da bodo iz stranskih teh delov zrastle nove veje. To je pa ta del oziroma veja, ki smo jo jeseni odrezali. Ta veja se je že dobro zasušila. Spodnji del je prav tako delno zaplesnil, ampak ni problematičen. In ta kos lahko postavimo po konci na kakšen pesek, da požene ta del korenine. Ko bodo korenine 10 ali 15 cm globoko v tistem substratu začasnem, lahko rastlino šele presadimo v stalen substrat. S potaknjenci lahko razmnožujemo vse sočnice. Takšen način razmnoževanja je še posebej primeren pri tistih rastlinah, kjer je razvoj iz semen prepočasen. Po rezi počakamo, da potaknjenec požene korenine, nato ga posadimo. To sočnico pozno spomladi postavimo na prosto, a šele, ko se nočne temperature ustalijo pri 15 stopinjah Celzija. Sponzor oddaje je Agrina. Dobra semena, dobra letina.